Si gremo eno zanimivo igrico, pokažem en del tukaj znotraj, vi pa poskusite uganiti znamko. Prestavna ročka, ampak ne takšna, tista od samodejnega menjalnika, tale. Torej, znamka Peugeot? Ja. Ne. Tole je nova Corsa, lastnica Peugeotjeve prestavne ročice, ko govorimo o samodejnem menjalniku, ampak to ni nič nenavadnega, ker je PSA pred nedavnim kupil Opel. In brez skrbi, Corsa je še vedno Corsa, čeprav ima kar nekaj skupnih delov s Peugeoti. V bistvu je stara 37 let, pa moram reči, da zelo fajn izgleda. Mogoče celo bolj kot kdajkoli prej. Verjetno zato, ker je avtomobil sedaj 4 cm daljši in kar 5 cm nižji, no linije pa so precej ostre in dinamične. Celo v takšni dokaj zadržani srebrni barvi dobro izgleda, čeprav meni je res všeč takšen rdeči z novo opremo GS Line. Se mi zdi, da bi morali biti vsi majhni avtomobili takšni, atraktivni. Aha, še ena stvar, s katero Corsa kot prva v tem segmentu privablja kupce. Z matričnimi LED lučmi. Vsaka je sestavljena iz 4 sklopov, včeraj ponoči sem jih preizkusil in sem bil fasciniran. No pa potem so še stvari, kot je brezžično polnjenje telefona, ogrevan volan, ogrevana sprednja sedeža in še kakšna zanimivost. Vse te stvari so seveda na spisku dodatne opreme, je pa fajn, da so na voljo. Tudi notranjost je v bistvu zelo moderna. Tale zaslon je velik in pregleden, pred mano so kvadratni digitalni merilniki. Vse skupaj deluje zelo enostavno in ker je stikal malo, je tudi pregledno. Takole na mestu se mi zdi vse skupaj zelo fino, materiali so dobri, večinoma je mehka plastika, sestavljeno je dobro in za mali avto je tukaj spredaj več kot dovolj prostora, ker se sedi 3 cm nižje, tako da v bistvu nižja streha oziroma celoten nižji avtomobil niti nima negativnega vpliva. Preverim še tam zadaj. Ok, s svojim metrom pa pol višine nisem ravno referenca, nad glavo v mojem primeru je dovolj prostora, kljub temu, da je tukaj panoramska streha, ki takole znižuje uporabno višino. Bom s svojimi laserskimi očmi preveril. Ja, več prostora je kot prej. In prtljažnik ima 309 litrov prostornine. Grem nazaj spredi. Platforma je enaka tisti v novem Peugeotu 208, kar je za Opel sploh fajn, ker je ta Corsa od prejšnje lažja za kar 100 kg. Ne samo zaradi platforme, jasno, ampak 100 kg v avtu tega segmenta nikakor ni malo. Z najmanjšim motorjem nima niti tone. Zato že takoj lahko povem, da se občutno bolje pelje. Manj pretresa in bolj je vozniško lahkotna, ker se sedi nižje, je voznik veliko lepše vpet vse skupaj. Udobna je, takšna, da z njo ni kaj dosti treba misliti, se ukvarjati z njo, samo pelješ se in v bistvu uživaš. Se čuti, da je tudi 15% bolj vzvojno čvrsta, no motor, elektromotor, servo krmiljenja pa so z volanskega droga prestavili nižje dol, zato je manj zamika in v bistvu je tudi občutek na volanu boljši. V ponudbi je kar nekaj motorjev in vem, da vam bodo najbolj zanimivi turbobencinarji. Trije so dejansko na voljo, vsi imajo enako prostornino, torej 1,2 litra in 3 valje. Osnovni atmosferski, torej brez turbine, ponuja 75 konjičkov. Ta, v katerem sedim sam, je srednji po moči, ponuja 75 kW oziroma 100 konjičkov in moram reči, da je prav živahen. Porabo imam 6 litrov, kar se mi zdi super, moči je dovolj, očitno, ker je avtomobil dovolj lahek, prav prijeten je. Najmočnejši trenutno v ponudbi je 1,2 litrski turbobencinar s 100 kW oziroma 136 konjički. Tam je pospešek do stoticev samo 8,7 sekunde, kar pomeni, da je takšna Corsa precej nabrita. No, če vseeno želite imeti dizelski motor, tudi ta je na voljo. 1,5 litra ima in 75 kW moči, bo pa dokaj kmalu na voljo v ponudbi še povsem električna Corsa, kot je tudi Peugeot 208. Tam boste imeli tudi 100 kW moči na voljo in baterijo veliko 50 kWh, kar ne bi bilo dovolj za okrog 330 km. Verjetno pa se boste pozneje ponudbi pridružili še bolj nabriti Corsi OPC ali pa GSI.
Ja, brez evrčkov tudi nove Corse ne bo, zato vam lahko izdam še cene. Osnovni z opremo Edition in 75 konjskim motorjem vas bo stal dobrih 13 000 €, takšen z opremo Elegance in trenutno najmočnejšim 130 konjskim motorjem pa okrog 18 €. Zdaj grem pa noter vključiti gretje sedežev, ker piha, je hladno tle.